V tokratni oddaji o živalih in ljudeh bomo spoznali prebivalce družinskega živalskega vrta v Boračevi. Odpravili se bomo na sprehod z osli. Ob koncu oddaje pa vas vabimo k sodelovanju v nagradni igri. Današnjo oddajo o živalih in ljudeh pričenjamo v živalskem vrtu, pa ne v Ljubljani, temveč v Radencih. Kdaj ste ustanovili ta živalski vrt? Ja, živalski vrt se imenuje Sika Luzo, prvo bi to povedal. Zdaj, odkot to ime? Si pomeni Sinaj, Ka pomeni Kalina in pa Lu pomeni Luna. Zo pa veste, kaj pomeni, ne? Torej, živalski vrt je dobil kar tako nenavadno ime. Začeli smo pa v bistvu z prikazovanjem živali v lanskem letu, v mesecu aprila. Odkot ta ljubezen do živali? Ja, odkar se spomnim jaz svojega bitja, ko sem bil majhen, v bistvu sem mestni človek, živel sem v bloku, sem stalno nekaj skrival po predalih, prinašal domov različne živali, če jih naštejem, tudi črvi so bili, pa kače, pa žabe, pa ježeki. V bistvu, bom rekel, je tako nekako mi priraslo to k srcu, božja volja me vodi, imam to ljubezen do živali, skratka uživam, tu sem tudi našel svoj duševni mir, tudi družina živi skupaj z temi živalmi, tako da v bistvu nas to zelo usrečuje. Kako velik je danes ta živalski vrt, pa takole okvirno, koliko živali je v njem? Ja, živalski vrt se nahaja na površini skoraj 3 hektarjev. Živali se v bistvu izmenjujejo, kot vidite, te obore, tako da so stalno zunaj na paši, imajo svoje prostore. Zdaj, trenutno, bom rekel, pred 2 dnevoma smo dobili novega prebivalca, to je bil po številu 299, gre za osličko, drugače pa gre v živalskem vrtu, imamo 56 različnih vrst živali. Jaz predlagam, da se sprehodiva in jih spoznava. Dobro. Naravo lahko, ne? Zdaj smo pred ogrado, kjer so rakuni. Koliko jih imate? Torej, kot vidite v ozadju, imamo 2 severnoameriška rakuna, samčeka in pa samičko. Zaenkrat še ni bilo, ampak pričakujemo pa tudi mladičke. Kako se prehranjujejo, s čim jih hranite? Torej, rakuni, kot vidite, jejo brikete, so lahko mači ali pesi brikete, potem imajo zelo radi, obožujejo banane olupljene, potem grozdje, kakšne suhe fige oziroma suho sadje. Seveda za kakšen priboljšek pa dobijo enkrat tedensko tudi kakšno surovo jajčko, s tem si tudi izboljšajo svojo dlako, ne? In pa tudi kakšni košček ribe ali pa surovega piščanca. Rakuni bi lahko bili tudi domači ljubljenčki? Ja, imajo jih kar, nekateri ljudje jih imajo kot domače ljubljenčke, vendar bi pa rad pri tem opozoril, da je kar zahtevna žival, če se z njo ne ukvarjaš. In recimo so že bili primeri, naprimer v Nemčiji, so jih potem ljudje, ko so se naveličali, spustili v naravo ali pa so pobegnili in so se kar v okolici Berlina uspešno namnožili, tako da je to v bistvu tujerodna vrsta, ki bi lahko tudi potem ogrozila nekatere naše domače živali. Kako je pa z njimi po zimi, pa tudi sicer, kako prezimujejo vaše živali? Ja, torej, rakuna, glede rakunov, imate posebej izolirani prostor, imajo tudi talno gretje napravljeno električno, je pa pri rakunih tako, da nekako delno hibernirajo, tako kot naš domači medved, pomeni, če je malo topleje, prideta ven, se nahranita, potem pa kakšne 3-4 dni spita. Rekli ste, ena izmed prvih udomačenih živali je osel. Ja, drži, torej osel je, bom rekel, zelo
znan po tem, da so ga udomačila že stara ljudstva. Torej, osel izhaja iz Afrike, zdaj pri nekaterih osličkih se vidi še v bistvu sorodstvo, tako da spadajo osli med zebroide, to se vidi po črtah zadaj na nogah. Zdaj tukaj lahko vidite tri, bom rekel, deklice osličke. Ena je zelo majhna, tista je stara komaj 5 dni, ime ima Uhlja, kot sem prej omenil, tale je črtica in pa seveda mama Nina. Imamo pa še tudi oslička, tisti mu je pa ime Štumfek. V nasprotju z splošnim prepričanjem, vi pravite, da so osli zelo inteligentne živali. Ja, osel je, čeprav ima zelo slab, drži se ga slab sloves, to poznamo, ampak bi rekel nasprotno, oslički se znajo biti zelo, zelo pametne živali, so zelo čustvene živali, tako da če imaš čas, kar hitro ugotoviš, da gre za izredno pametne živali. Konje reci ne radi slišijo, čeprav imam jaz tudi konje, ampak bom rekel, znajo biti konje veliko bolj trmasti in manj prijazni kot oslički. No, pred časom pa smo se ekipa oddaje o živalih in ljudeh lahko prepričali, da je z osli mogoče iti tudi na sprehod. Poglejmo. Jaz sem strašno ljubitelj živali, vedno sem imel ali tak ali drugačne živalce in živali, in psičke in drugo. Mislil sem si, ko sem prišel, bil sem namreč prej 22 let na Dunaju službeno, in ko sem prišel domov v penzijo tako imenovano, sem rekel, ne morem brez živali živeti, in sem si hotel misliti najprej lame. Ampak sem videl takoj, da to ni zame, ker nisem vajen tega. No, potem pa sem malo se posvetoval, oziroma nič, v internet sem šel gledati živalski svet in sem prišel na osle. In potem sem kupil najprej enega in kmalu zatem, mogoče mesec dni drugega, vsakega na svojem koncu. Enostavno je osel pravzaprav, veste, jaz sem duhovnik, in zato je osel, jaz sem bral eno knjigo, najljubša božja žival. To vedo tudi nekateri, ki hodijo k veruku, sem jih vprašal, zakaj. In je bilo rečeno lepo, da je Jezus odihal v jasli, potem ga je nesel kot dete iz Betlehema v Egipt in potem je jahal na cvetno nedeljo na osličku, tudi Jezus. No, tako da sem si pač to umislil, dobil sem mlade, 6 mesecev in 7 mesecev stare, oziroma 5 in 6 mesecev stare, in sta živela skupaj, sta kakor dvojčka, vajena drug drugega, in meni delata veliko veselje. Vzel sem jih za dušo, kot se temu reče. Enostavno jaz ne morem brez živali živeti. Ne gre, enostavno ne gre. Že pregovorno oslom pripisujemo različne značajske lastnosti. Kako bi pa vi opisali njihov značaj? So trmasti? Torej, vsekakor drži, da so trmasti, jasno. In so še druge živali tudi trmaste, vendar je treba pač vsako žival prav v pravem času vzgojiti. Od mladega seveda, starejšega je težko. Z strogostjo in hkrati z ljubeznijo. Oboje mora žival čutiti. Kdo je gospodar, in čutiti mora, in to čutijo, izredno čutijo, da ga ljubiš, da žival ljubiš. To je nezaslišano, kako ta dva vesta, da jo imam rad, srcem rad. Ne samo, da jim dam vitamine, jabolka, po zimi sta redno dobivala suh kruh, dobivata koruzo kot priboljšek in tako naprej. Ampak res tako rineta v mene vedno, kot da imata prav čustva, kot človeška čustva. Torej, ni problemov posebnih, gotovo pa tu pa tam kakšni izpadi, predvsem pa sta še razmeroma mlada, še nista 2 leti stara in se med seboj špilata s tem, da se grizata drugega po nogah pa za vrat, in seveda to ni prijetno. Prav pogosto jih pa peljete na sprehod, kako pogosto? Tako, kakor imam čas. Včasih sem vsak dan peljal, potem 2-krat tedensko tudi, kakor se pač, veste, ne morem vsak dan. Gremo. Ja.
Ja, gremo, no. Tale sprehod poteka zelo gladko. Kako ste jo navadili na to vrstno sprehajanje? Ja, nekaj je bilo treba truda, ne. Veliko potrpežljivosti. Najprej sem jih imel brez brzd, potem pa sem moral dati brzde, ko sta odrasla malo. Sem jih moral nujno dati v brzde in tele vajati. Prej sem imel pa zelo enostavno, kot dva psa sta šla. Ja, nič, čudili so se vsi ljudje. Jaz sam ne vem, kako mi je to uspelo. Tako da sem hodil od zadaj in sta brez brzd hodila čisto ravno po cesti, po ulicah. Potem sem pa šel od spredaj in sta tudi za mano šla kot psička. Koliko nege pa potrebuje ta osla? A veste kaj, najbolj enostavna žival je osel pravzaprav, ker vsako reč poje, živi v skalnatem svetu, to sta dalmatinca, ne. Je razlika dalmatinske osel pa istrijanske osel. Dalmatinski osli imajo ta križ, znameniti križ čez hrbet, ne. Dočim istrijanski osli so pa črni, temni, brez tega križa. Ne potrebujejo dosti nege, sploh ne. Kjerkoli travo, zdaj ko je spomladi pa poleti, sploh ne, po zimi pa seveda seno jim dajem, ne. Potem jim dam priboljšek koruzo in pa kruh, suh kruh, pa jabolka, pa korenček tudi seveda, ne. Tako da imata vse vitamine, vse potrebno, kar je pač za žival potrebno. In so osli, ravno zato jih tudi imam, prej nisem tega povedal, ker je najbolj preprosta žival. Zelo enostavno jih je imeti, spustiš ven, cel dan se paseta, živita zunaj, noč in dan, ni problema. Imate pa zanimivo ime. Ja, to pa ja. Dolgo sem iskal to ime pravzaprav, ne. Kako bi jih imenoval, da bi ne izgledalo neumno. Potem sem se pa spomnil na ta dva ameriška komika, Stanleya pa Ollija, pa sta glih prav mi je prišlo in sem jim potem to ime dal. Malo ta večji je Stanley, ta je pa Ollie, ta manjši. In kar reagirata na ime tudi že. Mi smo nazaj v živalskem vrtu Sikalu Zoo v Radencih, z nama pa je kamela Radža. Od kod prihaja? Torej, te dvogrbe kamele, mnogo ljudi zmotno misli, da prihajajo iz afriške celine. Naj povem, da dvogrbe kamela živijo v Mongoliji, torej iz Azije, in da so te kamele zelo odporne na mraz. Tako me veliko ljudi sprašuje, kako prezimuje. Kot vidite, ravno zdaj izpada tale zimska dlaka, malo ji pomagam, tako da po zimi v njihovih naravnih habitatih živijo tudi pri -40, celo -50 stopinjah Celzija. Kako jo sicer prehranjujete, pa kakšno nego sicer potrebuje? Ja, je kamela kar na videz zelo odporna žival in tudi to drži, da je odporna, ampak potrebuje pa predvsem izredno veliko vlaknine, kar pomeni, da potrebuje seno, slamo, za priboljšek kakšna jabolka, potem tudi kakšen oves ali pa suhi trdi kruh. Obožuje pa veje, pomeni listje in pa veje, predvsem kakšnega sadnega dreva, jabolke, hruške in tako naprej. Zdaj, ona je tukaj edini primerek te vrste, pogreša družbo, mislite, pa s katerimi živalmi se najboljše razume? Ja, ker jo imamo že od majhnega, stara je zdaj komaj 3 leta, ne? Torej še nekako ni spolno zrela, zaenkrat še nimamo nobenih problemov. Če bi bil to samček, bi se znale pojaviti kakšne težave, drugače pa shaja z vsemi živalmi, kot vidite, z konji, tudi lame so prisotne zraven. Gre pa, kot ste omenila, za zelo redko vrsto živali, namreč na celem svetu, v Mongoliji oziroma v puščavi Gobi, kjer prebivajo, je samo še 160 takšnih divjih primerkov te kamele. So pa drugače v živalskih vrtovih. Zdaj smo pri ne tako znanih, pa tudi redkih živalih. Kdo so to? Torej, te živali, kot jih vidite tukaj v ozadju, se imenujejo latinsko Rea americana oziroma po naše Nandu. Gre za ogroženo vrsto živali. Torej, po domače se jim reče tudi ameriški noj. Te živali spadajo v vrsto nojevcev, imajo od vseh tekačev najbolj razvita krila, ampak vseeno nimajo takšnih kril, da bi lahko letali. Zdaj v času parjenja, to je ravno zdaj ta čas, je samček zelo napadalen. Zanimivo pri teh Nandujih je, da
Samček skrbi za zarod, samček tudi leži na gnezdu, pripravi gnezdo, v naravi pa ima seveda svoj harem, ima več samičk, tako da kar je za nekaj dobro, vam rekel, da lahko ima več samičk, pa potem mora to plačati na ta način, da potem skrbi za mladiče. Ima pa veliko dela potem. Ima pa potem veliko dela. V Evropi jih je zelo malo. Ja, drži, v Evropi jih je malo, so posamezni rejci, ki jih vzrejajo. V naravi jih je žal vedno manj, predvsem zaradi kvalitetnega perja in pa predvsem zaradi mesa. V vašem živalskem vrtu je tudi kar nekaj pernatih živali, zelo so glasne. Ja, torej te v ozadju slišite pegatke, biserke, te izhajajo iz Afrike. Drži, je kar več kot 40 vrst različnih pernatih živali, zdaj če jih nekaj naštejem, mogoče so to bronasti purani, pa labodje gosi, potem je tukaj več kot 20 vrst majhnih račk, okrasne vodne perutnine, potem v ozadju slišite pava, potem so tu indijske tekačice, to so te znane jedke polža, bom rekel, tako da je kar tega precej se da videti. Takole ob koncu najnega obhoda v vašem živalskem vrtu pa povejte, koliko dela pravzaprav je, da vzdržujete ta živalski vrt in skrbite za živali. Ja, dela je stalno, kar precej. Moram pa povedati, da kljub temu me ljudje sprašujejo, ali gremo kam na dopust z družino. Gremo, vsekakor gremo, dvakrat na leto si vzamemo čas, zmes tudi za kakšen dan, dva skočimo, ko imamo kakšno priložnost. Drugače pa je, seveda, živali zahtevajo vsakodnevna opravila, vzdrževanje, čiščenje, prehrana, tako da to delo delam z veseljem, ga nisem računal zdaj nekako, da bi imel po urah plačano, ampak nekje okoli 4 do 6 ur je tega dela skrbi za živali. Pri delu pa sodelujejo tudi vaši otroci, za njih je to ena dobra šola. Ja, mislim, da je za njih zelo dobro, da sodelujejo pri tem, da opazujejo živali, tako so tudi zraven dobrih stvari, veselih stvari, torej kakšno rojstvo, prihod nove živali, tudi videli recimo kakšne tiste ta slabše, pride tudi do kakšnih žalostnih trenutkov in mislim, da je to vse zelo dobro, otroci uživajo pri delu. Je morski prašiček tvoja najljubša žival v vašem živalskem? Izmed njih je. Katere so pa še druge, ki jih imaš rad? Kamela, ježavci, lame, kenguruji. Morate tudi pomagati, oskrbovati živali, kaj vse počnete? Hranimo živali, jih opazujemo. Katere živali so pa tebi najbolj všeč v vašem živalskem vrtu? Činčile. Zakaj pa činčile? Zato, ker so nove. Skratka, cela družina smo v tem. Veliko uspehov še naprej, zagotovo se bomo pri vas še oglasili. Hvala lepa. V nadaljevanju naše oddaje pa se selimo v mačjo hišo. Spoznali bomo muco, ki potrebuje pomoč. To je pa naša Peris, mi pravimo zlata in pridna muca. Na nov dom čaka že celo leto. Torej, ne vem, meni se zdi muca, da ji popolnoma nič ne manjka, kakšno dekco je mogoče preveč dobila v tem času. Ta muca, zakaj zlata, ne? Ko sem pred enim letom dobila v skrbništvo eno leglo 5 zavrženih mladičkov, je skrbela zanje res boljš kot vsaka mačja mama. Umivala, grela in moram reči, prav po njeni zaslugi, ko je me dajala to varnost in toplino, so te mucki vsi srečno prebrodili, ker so bili kar precej bolani. Smo že hoteli spremeniti ime v Soča, ker ima učke kot reka. Taka, nam zelo ljuba, ni sicer zdajle vajena biti tukaj, je malo nervozna, ampak drugače zelo prijazna, prijetna, nenaporna. Prav ena taka izrazito, no, taka muca, ki lahko zelo luštno sobiva kjerkoli. Peris je zdaj stara dobro leto, prišla je, če se ne motim, da je bila najdena na rečnem bregu zavržena v okolici Žalca. No, takrat naprej je pa pač v naši oskrbi.
In je že kar tako, no, se pravim, upam, da res ne bo pognala korenine. Bolj umirjenega človeka, namreč in z nekaj, mogoče ne izkušnjami, ampak res z enim občutkom za muce. Zato, ker ona je muca, ki rabi morda par dni, mogoče celo dalj, da se navadi na ljudi, na nove ljudi, potem pa je izjemno privržena. Tako da enega tacga malo bolj umirjenega, no. Ja, ki bi rad eno tako čedno muco za zraven. Živalski vrt v Ljubljani lahko svojim obiskovalcem ponudi ogled nove vrste kuščarjev. Koga ste dobili? Pridobili smo kuščarje vratničarje in ti so res prvikrat v našem živalskem vrtu. V naravi so razširjeni v severnem delu Avstralije. Kakšne so njihove značilnosti? Že samo ime pove nekaj o njihovem videzu, o vratničarjih. Najbolj značilen je ta njihov ovratnik, to je kožna guba, ki jo v nevarnosti napnejo in postavijo po konci in takrat še usta odprejo, tako da izgledajo veliki in nevarni. Značilni so pa, tako kot mogoče za vse kuščarje, tudi njihovi zelo dolgi repi. Večino časa preživijo na deblih dreves, na tla grejo pa samo takrat, kadar iščejo hrano. Ta hrana so pa žuželke, manjši kuščarji pa kakšni manjši glodavci. Zrastejo lahko do 90 cm, ampak to je skupaj z repom. No, skrivati se morajo pa pred plenilci, to so kakšne ujede, večje kače, večji kuščarji, pa mesojedi vrečarji v Avstraliji. Kakšne pogoje jim pa morate tukaj ponuditi? Pomembna so ta pokončna debla, na katerih radi sedijo, stojijo, potem dodatne grelne luči, ki nadomeščajo sonce. V prostoru mora biti vsaj 20-22 stopinj in seveda, ker so mladi še, vsak dan hrana in to so predvsem žuželke, to je 90%, nekaj je pa rastlinske hrane. Zelo zanimivo je, kako se hierarhija med spoli vzpostavi in kako lahko sobivajo. Vedno skupaj lahko samo en samec in več samic, drugače se lahko samci med seboj tudi poškodujejo. Ob novem terminu in novi dolžini oddaja o živalih in ljudeh ponuja še eno novost – nagradno igro. Vsak teden vam bomo ponudili opis živali, kot jo vidijo otroci. Če boste žival prepoznali, nam odgovor pošljite na naš elektronski naslov, ki ga vidite na ekranu. Vsak teden bomo enemu izmed vas, ki boste pravilno odgovorili, podarili eno vstopnico za obisk živalskega vrta v Ljubljani. Torej, pozorno prisluhnite opisu prve živali. Dolgo je, pa ima dolgi jezik. Jaz sem videla že eno tako oranžasto, pa je imela take rumene črte gore, pa eno zeleno, tako svetlo zeleno, s črtnimi črtami. Pa dela tako zelena pa dolga, ja, pa se zvija po drevesih rada. Tudi v tleju. Jugasto po cesto. Jaz sem jo videla v živalskem vrtu. Pa tudi včasih jo srečeš na teravi. Lahko so take, lahko take, lahko take, lahko take.